Lep pozdrav še enkrat, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu na koprski Bonifiki, ker je pred nami torej super pomembno srečanje 31. kroga Lige Telemach, obračun med Koprom in Bravom, ekipama, ki se borita za evropsko vozovnico tako skozi prvenstvo kot skozi pokal in zagotovo že dobro veste, da se bosta ti dve moštvi na istem prizorišču še enkrat pomerili v sredo v polfinalu pokala. Danes pa bo šlo torej za izjemno pomembne prvenstvene točke, samo 3 ločijo ta dva kluba med 3. in 5. mestom. Ilović s predložkom, tole je nevarno, odbil je Jakšič do Tomeka, tudi Longonda se je znašel na robu kazenskega prostora, El Mansuri pred vrata, Sule je bil za malenkost prekratek, prva res nevarnejša situacija pred golom Brava in tole bo še prvi kot na tem srečanju za kakšno nevarnejšo podajo proti kazenskemu prostoru. Kaj šele za kakšen zaključek. Tole zdaj Poplatnik za Jovana. Tole je morda priložnost. Odbija Jurhar in potem Poplatnik prekrat. Uspeli so nekako z igro kratkih pasov, s kombinatoriko Bravaši ponovno priti v situacijo. Jovan. Čas zadnji napad Ljubljančanov v tem prvem polčasu. Ivanček ima priložnost in tudi tole je rešil Metod Jurhar. Tudi Bravaši pa bodo, zdi se, kmalu menjali. Tole je priložnost za Koper in Tomi Jurič je bil tisti, ki je z glavo le za malenkost zgrešil. Manseri otresel se je dveh nogometašov Brava, potem pa Longonda. Ni dosti manjkalo. Stanković dobro pomaga Jovanu, priložnost in Koprčani so zadeli preko Boharja. Vendarle v sodniškem dodatku Bohar, džoker sklopi Slaviše Stojanovića do zadetka. Kakšne zgodbe piše nogomet v 91. minuti. Damjan Bohar, tisti, ki je zadeval, zdaj bo potrebno seveda vse skupaj pregledati še v VAR sobi, ali je bilo vse čisto, v vsakem primeru pa Damjan Bohar do prvega zadetka v koprski majici in to na kako pomembni tekmi. Tule je Matija Orbanič, ki je bil seveda brez moči. Čakamo na posnetke tele koprske akcije, ali je bilo vse čisto. Manseri je tule povlekel, potem pa poslal žogo v kazenski prostor. Mislim, da prepovedanega položaja vendarle ni bilo. Se bo tule morda še kaj videlo. Kursijo v vlogi podajalca, Ngeson je zamujal, nekdo od Bravašev pa je, mislim, da tam držal Boharja še v igri. Sani Mihajlović, kaj reči po takšni tekmi? Bili ste zelo blizu točke, ampak na koncu znova nekaj smole, ki se vas drži. Prijeli ste gol v sodnikovem dodatku drugega polčasa in izgubili. Kako ste videli tekmo? Ja, škoda, mislim. Mogoče ne koncentracija v tem podaljšku, bilo je samo še 3 minute do konca. Nespametno, no. Če bi bila 0, bi bili verjetno v dobri igri še za 3. mesto, tako pa očitno borba do konca, pa novo tekmo v sredo, ne. A se vam zdi, da je bila tekma takšna, da bi lahko vendar tudi vi prišli do priložnosti, sploh tisti zaključek prvega polčasa je bil takšen, ki je dovoljeval oziroma Bravo ponudil nekaj priložnosti. Kje vi vidite tisti jeziček na tehnici, da ni šlo danes? Ja, ne vem, mogoče nismo bili mi dovolj zbrani v tem zaključku, zadeli smo center šute, kaj smo popravili zadnjih tekem, ampak ne vem, očitno ne gre žoga zaenkrat še noter, no, ampak upam, da se tudi ta sreča obrne v našo korist. Verjetno, če bo šla v sredo žoga v gol, potem bo tale poraz hitro pozabljen. Ja, verjetno bo veliko lažje. Sandi, najlepša hvala in srečno. Hvala.
Damjan Bohar, iskrene čestitke za zadetek, res super zgodba danes, vstopili ste s klopi in bili na koncu junak tekme. Vaš 4. nastop za Koper in tole zelo, zelo pomembna tekma in pa zmaga za vas. Kako ste videli vi ta zadetek najprej? Prvo, najlepša hvala za čestitke. Moram povedati, da je vložek bil danes velik, to mislim, da se tudi poznalo malo na naši igri. Smo delali, po mojem mnenju, malo preveč napak in Bravo je dobra ekipa in kar lahko bi bili kaznovani. Ampak vseeno mislim, da na koncu nobeno mora reči, da ni zasluženo, kajti po mojem mnenju smo zaslužili ta gol. Imeli smo že prej neke situacije in pol priložnosti, tako da ste videli tudi, kako veselje je bilo po tekmi. Mislim, da veste, koliko pomeni to za celotni klub. Ja, kar precej časa smo vas čakali na to izjavo, ampak prišli ste. Kako pa se drugače vi počutite v sredini tukaj na obali? Kot rečeno, 4. tekma, nekaj težav ste imeli. Kako ste sedaj fizično pripravljeni oziroma kako se počutite? No ne, počutim se jaz odlično. Mislim, da sem tudi fizično prišel do nekega nivoja. Ne bom rekel, da je to na 100%, kajti vemo, da mi manjkajo tekme, da s tekmami lahko prideš na nekih 95-100%, ampak vse ostalo glede kluba in to mislim, da nimam kaj za pridati. Čutim se res zelo dobro, tudi moja familija se počuti tudi dobro. Morje, tako da vemo, da je čisto drugi zrak in ne, res se počutim okej. Že v sredo, torej zgolj čez nekaj dni vas že čaka nova tekma, pomembna tekma, polfinale pokala, isti nasprotnik. Kaj pričakovati podobno, trdo, zahtevno tekmo kot danes? Ja, seveda se vemo, da je polfinale in kad sem rekel, Bravo je po mojem mnenju zelo dobra ekipa in treba se dobro regenerirati in sem siguran, da bo naš strokovni štab zopet naredil taktiko, kako se loti tekme in verjamem v našo zmago in finale. Damjan, še enkrat čestitke in hvala lepa. Hvala. Ja, hvala za besedo, Miha. Aleš Arnol, kaj reči po takšni tekmi? Smola se vas v bistvu že kar nekaj tekem zares drži. Če bi drugi oziroma prvi polčas, zaključek prvega polčasa, ko ste imeli nekaj lepih priložnosti, pretvorili v drugem polčasu, bi bil verjetno rezultat drugačen. Kako ste vi videli ta zaključek prvega polčasa, pa potem celoten drugi? Jaz mislim, da če sem kratek, se je tam pri tisti Matejevi situaciji, ki je šlo za napako nasprotnika, kjer je res v čisti situaciji malo nerodno reagiral, da se je tam v bistvu stvar zlomila. Škoda za v prvem polčasu, preprosto dobimo gol, tako kot smo ga dobili v zadnjih minutah, ker smo kar relativno dobro nasprotnika zadržali. Dejstvo je, da je Koper malce v drugi ligi, ko Koper opravi vse menjave in dobi ogromno sveže kvalitete noter, pokaže, zakaj sodi v sam vrh, to je treba priznati. Mi to poskušamo kompenzirati vse te stvari čez celotno sezono na vse načine, tako da se nam pozna, malo manjka svežina, malo večje število napak, ki jih naredimo v posesti, malo svežine v tem, da rešimo kvalitetno napadalne akcije, ampak kljub vsemu moja ocena dovolj dobro za remi danes spet, ker bi bil za nas izredno pomemben, ker bi v bistvu nas držal tudi v prvenstvu bistveno bliže oziroma v dobro razmerju s Koprom za to 4. mesto. Nijamo kaj drugega, fantje so si preborili toliko, da v sredo prihajamo na popravni izpit, da je Evropa še vedno odprta. Jaz vem, da sem do njih izredno zahteven, da jim vlečem izpet, če se le da sem na trenutke morda prezahteven, ampak jaz verjamem v to, da detajli lahko tekmo odločajo in da pa razvoju njihovih karier je izredno pomembno, da ne popustijo. Kljub temu, da smo številčno bistveno bolj ozki od vseh konkurentov na vrhu in verjamem, da smo v sredo sposobni odigrati eno dobro tekmo. V sredo bo najverjetneje sedaj treba iti na glavo, če se izrazim na ta način, kajti, kot ste sami omenili, v prvenstvu je sedaj luknja do 3., 2. mesta kar precejšnja. Ali lahko pričakujemo napadalen Bravo, tako napadalen, da gre se na vse ali nič? No, seveda, tukaj je tudi opcija samomora, če bi bili mi tako napadalni proti tako kvalitetni ekipi, treba bo biti taktično izredno zrel, potrebno bo tako kot danes v prvem polčasu, pa tudi v trenutku v druge, vedeti, da smo v našem trenutku ga izkoristiti, da je nasprotnika potrebno kvalitetno zadržati. Zavedamo se, da je to naša nova priložnost, ki jo imamo, ki smo se jo preborili. Jaz mislim, da smo večji del tekme danes pokazali, da lahko tudi tukaj na Bonifiki zmagamo in napredujemo. Pokal nosi vedno določena presenečenja, in mi se bomo kvalitetno regenerirali. Jaz upam tudi, da z Benom ni nič hujšega, ker izgubljamo vezne kot po tekočem traku, tako da to bo izredno pomembno, s kakšnim kadrom bomo prišli sem, ampak mi živimo za to, da zmagamo, da se uvrstimo v finale in da zaključimo še tam. To je luksus, ko so se ga igralci preborili za konec sezone, da so se zagotovili na nek način visoko mesto, uvrstili med 4 v pokalu, ampak zdaj moramo vse narediti, da napademo vrh.
Aleš, hvala in upam, da vas sreča spremlja malo bolj, kot vas je na dosedanjih tekmah. Hvala tudi jaz. Slaviša Stojanović, iskrene čestitke za tole zmago. Že samo slavje vaše ekipe je pokazalo, kako zelo so si fanti želeli in ne nazadnje tudi zaslužili tole zmago. Res je bilo divje v garderobi, mar ne? Ja, me veseli, da tudi znajo dati kakšno emocijo ven, ker do zdaj jih iskreno povedano nisem opazil v takem nekem pozitivnem vzdušju. Normalno je vse povezano s tem, z važnostjo zmage, z važnostjo 3 točk in momentu, v katerem smo zmagali. Tako da enostavno zelo pomembni 3 točke, kot sem že prej dejal. Sicer pa tekma zelo trda, oba nasprotnika sta se borila, tudi nekaj napak. V prvem polčasu relativno malo strelov v okvir vrat, ampak na to je Koper v drugem polčasu večkrat poizkušal oziroma večkrat tudi natančneje meril. Kako ste videli ta drugi del, kjer je Koper počasi, ampak zanesljivo stopnjeval svoj ritem proti Bravo? Pa ja, moram se tudi vrniti na prvi del in iskreno povedano naš najslabši polčas, odkar sem jaz tukaj. Nekonkretni, skratka, imeli smo ogromno nekih težav, kako sploh vzpostaviti neko igro. Na momente smo celo zelo trpeli, predvsem ob koncu polčasa, tako da ni bilo dobro, iskreno ni bilo dobro. V drugem polčasu smo z nekimi menjavami dodajali ritem, dodajali tempo, nekako smo prigarali to zmago in vesel sem zaradi nje. Damjan Bohar je odigral samo 4 tekme, samo nekaj minut do tega trenutka. Kaj ste čutili oziroma kaj ste razmišljali, ko ste ga poslali v igro? Damjan že kar nekaj časa se zelo prizadeva na treningih in kaže zelo dobro podobo na treningih, predvsem v 16-metrskem prostoru. Normalno, da nimam nekih sposobnosti, da bi videl kaj vnaprej, ampak enostavno, tako kot ste dejali, nek čut mi je rekel, da je mogoče pa zdaj res pravi moment, da ga dam v igro. Damjan je zelo izkušen igralec, ogromno ima za sabo, znajde se v takšnih in podobnih situacijah in vesel sem zaradi njega, isto toliko, kot zaradi zmage. Bo sedaj v sredo, ko igrate polfinale pokala isto z Bravom, kaj lažje? Ne bo lažje, sigurno, da ne. Bravo je kompaktna ekipa, zelo neugodna, čvrsta. Oni imajo tudi svojo vizijo oziroma željo, da pridejo tudi oni v finale, tako da ne pričakujem čisto nič lažjo tekmo, tako da bo treba se prvo spočiti in se dobro pripraviti na to sredino tekmo. Slaviša, še enkrat iskrene čestitke in hvala lepa. Hvala tudi vam.